Cimusovi nadzorniki za tesno zaprtimi vrati že ves popoldan preučujejo stanje v družbi. Ali bodo odstopili, se še niso odločili. Kakorkoli, v Slabi banki pravijo, da odstopi nikakor ne vplivajo na postopek prisilne poravnave, ne bo težav, ne zamud. Je pa dejstvo, da banke, upnice, ki smo tudi sprožile sam postopek prisilne poravnave, nam zakon omogoča, da tudi same postavimo nadzorni svet, kolikor bi bilo to potrebno. Zgolj nadzorno funkcijo ima v tej fazi, kot sam pravi, tudi prisilni upravitelj. O vsebini načrta finančnega prestrukturiranja tako ni želel govoriti. Vajeti ima v rokah upnik. Kar pač pomeni, da bo moral v roku 3 mesecev pač povedati, kakšen vpliv bo imela ta prisilna poravnava, na koga bo učinkovala, kakšni so ukrepi prestrukturirane in tako dalje. Največja težava je seveda likvidnost, a v Cimusu, kjer so sicer zelo skopi z izjavami, zagotavljajo, da jo bodo reševali s pomočjo kupcev. Ti družbi v prisilni poravnavi podporo izražajo tako, da bodo skrajšali plačilne roke. Lahko govorimo, da gre za sigurno nekaj desetin milijon evrov. Ali bo to dovolj, ne pove nihče. Zaposleni pa so opazili, da se razmere v proizvodnji po prvem šoku in zastoju dobav te dni le normalizirajo. To nas malo veseli, nam spodbuja upanje za naprej, ampak le ne moremo verjeti na določene besede. Mi smo verjeli bivšemu vodstvu, smo se nekako konstruktivno sodelovali, smo se nekaj zmenili in potem to je padlo v vodo. V Kopru torej negotovost, v Ljubljani pomirjujoči toni. Po naših predvidevanjih bi lahko prisilno poravnavo speljali nekje do konca leta. Je strah pred zapleti in najhujšim scenarijem upravičen? Mi smo optimistični in ne pričakujemo, da bi lahko prišlo do stečajnega postopka. V igri je namreč 3000 zaposlenih v Sloveniji in 4000 v tujini.